Katja, organizatorka dogodka Kocka je pada. Katja, kaj boste povedali, kakšen dogodek je to, čemu je namenjen? Gre za razstavo o namiznih igrah, in sicer nekako 4 sklopi so, ki jih predstavljamo. Gre za družabne namizne igre, tiste najbolj poznane, potem igre s kartami za zbiranje, igranje domišljijskih vlog, te so mogoče malo manj poznane v Sloveniji, in pa potem še zadnji, 4. oddelek predstavljajo strateške igre s figurami. Tako da tle je mogoče, to je pa še nekateri tudi poznajo, no, predvsem mogoče odrasli bolj kot mlajši. Je pa vsekakor pač en skupek, ta 4. oddelek vseh prejšnjih, nekako vrhunec nadgradnje. Pri družabnih namiznih igrah smo predstavili nekako umestitev tudi zgodovinsko, se pravi, nekako gre za razvoj, kako so te igre se razvijale in se tudi ti oddelki so zasnovani na ta način, se pravi, od oddelka družabnih iger, kjer samo odpreš škatlo, vzameš igro ven in se lahko igraš, do oddelka zbiranja kart, kjer moraš pravzaprav igro že dobro poznati in skovati svojo strategijo in pač izbrati neke karte iz kolekcij velikega števila kart, do igranja domišljijskih vlog. Tam je pravzaprav že tako, da je veliko prepuščen pač igralcem in je od njih odvisno, a bo igra dobra ali ne. In pa potem nekako strateške igre s figurami, tukaj pa pravzaprav so vse roke pač odprte, prepuščeno popolnoma igralcem. Mi bi predvsem za razstavo radi povedali pomembno sporočilo, da je igranje iger namiznih pravzaprav način urjenja uma, način nekako urjenja samega sebe v kovanju strategije, v samokontroli, v nadzorovanem tekmovanju, predvsem samim sabo in ne z drugimi, da so igre pravzaprav tudi možnost za druženje in spoznavanje ljudi, tako za mlade kot za odrasle, starejše in pa tudi spoznavanje samega sebe. Da pa lahko igre, namizne igre, pač predstavljajo tudi en izredno lep hobi, h kateremu se lahko leta in leta zatekamo, predvsem pa skozi njega tudi osebno rastemo. Pa bo ta dogodek trajal samo danes ali dlje časa, kakšni so kakšni spremljevalni programi mogoče? Razstava v Narodnem muzeju Slovenije je odprta do 26. junija. Bomo pa vsako sredo ob 5. organizirali tudi različne spremljevalne dogodke, in sicer predavanja, delavnice, okrogle mize. Vabljeni vsi, da si pogledate tudi na spletni strani Narodnega muzeja nms.si oziroma da morda ujamete kakšen letak, ki ležijo naokoli in so pač navedene tam že do sredine maja vse aktivnosti. Kakšna posebna točka tega dogodka, ki bi ga gostje morali obiskati? Mogoče je pač izredno zanimiva stvar, ki se bo odvijala pač zdaj že kmalu, še ta mesec, obujanje srednjeveških iger, namreč to bo organiziralo druščina Zlate ostroge, ljubitelji srednjega veka. Pridružil se nam bo tudi društvo Gilgalad, to so ljubitelji del pisatelja Tolkiena. To bojo verjetno izredno zanimive delavnice, obeta se tudi ena okrogla miza. Pridružilo se bo tudi društvo Prizma, društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije, kjer bomo pogledali, kako znanstvena fantastika in fantazija vplivajo na nastanek namiznih iger. Skratka, pestro bo. Vabljeni. Hvala lepa. Res prijetna dolžnost mi je, da vas lahko pozdravim tule v novi stavbi Narodnega muzeja Slovenije. Razstava, zaradi katere smo se zbrali, je sigurno nenavadna. Nenavadna, ker povezuje toliko zanimivih in nevsakdanjih vsebin. Zanimiva je že ta povezava Narodnega muzeja Slovenije, ki velja upravičeno za resno ustanovo, smo najstarejši in največji slovenski muzej, pa smo se vendar spustili na tanki led igre. Povezava z zavodom Stratosfera, ki je sicer zavezana igri in promociji igranja, pa se je poizkusila v resnih vodah muzejskih razstav.